jaz sem univerzitetni diplomirani zgodovinar. Službo sem že kak let pa pol na zavodu, seveda prej se mi uspelo še 1 leto delati preko javnih del. Kar se tiče iskanja službe, jaz pošiljam prošnje pač vse oglase s srednješolsko izobrazbo, z univerzitetno izobrazbo. Tako da trenutno vse, kolikor sem preštel, sem približno že pri 90 poslanih prošnj, službe pa še kar ni. Pa večinoma pošiljaš na mesta, delovna mesta, ki so za tvojo izobrazbo, ali tudi na karkoli bi prišlo? Karkoli bi prišlo. Sem seveda tudi poslal na pač mesta, ko zahteva univerzitetnega diplomirana zgodovinarja. Sem prišel tudi v ožji izbor, sem prišel tudi na razgovor, ampak nažalost zraven pa nisem prišel do službe. V času študija nisi delal na pozicijah, na katerih si študiral verjetno. Kaj si delal med študijem? V bistvu ja, med študijem sem delal, večinoma med poletnimi počitnicami oziroma semestrskimi. Mislim, ta denar mi je zelo pomagal, ker praktično, kolikor sem zaslužil, sem pač raztegnil na kak mesec, 2 v času študija. Moram pa poudariti še tudi, da jaz sem se v bistvu 4 leta študija vozil v Ljubljano, tako da ta denar mi je kar dobro prav prišel. Torej nisi imel v Ljubljani recimo stroškov z najemom stanovanja in s tem si imel verjetno druge stroške? Ja, v bistvu sem imel samo stroške prevoza, kar pa, kolikor sem si jaz malo preračunaval, so dokaj podobni, kolikor stroški najemnine v Ljubljani. Tvoja največja kritika na Zakon o malem delu? Ja, jih kar veliko, ampak glavna je ta, da pod Zakon o malem delu bi jaz, če bi šel seveda delati, bi mesečno dobil 180 neto. Zdaj dobivam pa socialne podpore 160, pa dosti očitno, kje stvari ležijo. Pa misliš, da če bi delal kot mali delavec nekje, kjer bi lahko mogoče poučeval celo, da bi hitreje, prej prišel do redne službe? Ne vem, ampak mislim, da ne. Mislim, da je slab zakon.